Kdor ne gleda prav vsake oddaje Volan, kar težko sledi vsem novostim, ki so zapeljale v zadnjem času na naše ceste. Pa ni pestro samo med avtomobili, tudi med kombiji je. In zadnji veliki igralec pred nas je znamka Maxus, prvi model, ki smo ga peljali od njih, je pa Deliver 9. Ime lepo pove, čemu je namenjen, Deliver, dostava, številka 9 pa da je največji v ponudbi. Ta ima oznako L3H2, torej v segmentu, ki je pri nas daleč najbolj priljubljen. Dolžina tik pod 6 metri, 5,94 metra, višina 2,53 metra, H3 je pa še 22 cm višji in bo tudi kmalu na voljo. Prostornine Kessona so pri ta velikih kombih seveda zelo podobne, ker boš težko sa noč spravil več, kot so zunanje mere. Tudi v litrski kozarc boš težko spravil 2 litra vode. Je pa velika razlika, koliko stane pri kombiju kubični meter prostora. In tukaj se Deliver 9 odreže odlično. Pokažem. Jaz nisem nek obrtnik, zato lahko kar po svoje razložim, koliko prostora je tukaj. 11,5 kubičnega metra prostora, torej bi lahko celo živel tukaj. Evo, posla gre sem brez težav, dolžina tega prostora je 3,4 metra, torej bi dva Mateja lahko skoraj ležala en za drugim. Širina je 1,8 metra, torej Mateji lahko klele ležimo počez. Višina 1,9 metra, torej Mateji lahko celo stojimo noter. Še celo malo skačemo, že bi lahko do stropa skakal. Drugače pa površina stanovanja dobrih 6 kvadratov. Maxus kot znamka obstaja šele od leta 2011, ampak ker se Kitajci res hitro učijo, je včasih prav neverjetno, kako hitro napredujejo. Do zdaj so recimo prodali že več kot 1,2 milijona vozil po vsem svetu, prodaja pa se seveda povečuje vsako leto. Ponujajo tudi avtomobile, ampak Evropo želijo najprej osvojiti s svojimi lahkimi gospodarskimi vozili, tudi električnimi, ki so bili pri nas predstavljeni lani. Mi smo sicer videli samo modela E-Deliver 3 z 90 kW elektromotorjem in E-Deliver 9, ki ima 150 kW in ga lahko obremenite z do 1040 kg. Obstajata pa še 5 in 7. Jaz pa vozim najbolj klasičnega med klasičnimi, ki bo vsaj na začetku gotovo daleč najbolj zanimiv, dizelski Deliver 9. Ta pa ima nosilnost 1215 kg, zato ga moram seveda fino obremeniti, ker to se pa res ne spodob, da bi vozil zrakokola. Deliver 9 si lahko mislite z enojnimi ali pa dvojnimi drsnimi vrati, drugi je za 30 kg težji. In če še malo o podatkih, največja dovoljena obremenitev sprednje osi je 1950, zadnje pa 1900 kg, zato je fino, da tovor lepo razporedim po celotnem prostoru. Gremo. Drugače smo naredili pa še en test, obtežili smo ga z več kot 1600 kg, ker je šefa zanimalo, koliko se posede in ko je videl, koliko malo, je rekel, dober kombi, evo, dober test. No, ta dragocen tovor moram pa zdaj odpeljati na drugo lokacijo, ampak imam občutek, da bo nekje padel s kamiona, kot temu radi reče v določenih krogih, ker imamo mi v kratkem večji piknik, pa se ne bo noben vedel, ne? No, šala na stran, vozim približno 1200 kg in vidim, da motor nima posebnih težav. 2-litrski turbodizel, ki ustreza normi Euro 6e, ima 110 kW moči, kar je po domače 150 konjev, ročni menjalnik pa 6 prestav in vse skupaj prav lepo deluje. Največja hitrost je 160 na uro, torej zmogljivostmi nima težav. Poraba pa med 9 in 10 litrov na 100 km. Ta ima pogon na sprednji kolesi, kmalu boste pa lahko naročili tudi takšnega s pogonom na zadnji, da boste lažje vlekli težje prikolice. Sicer je največja dovoljena masa prikolice 2800 kg, tudi pri tem, to recimo rabijo nekateri, ki vozijo gradben material. Kaj pa voznikov delovni prostor? Zelo dober, ker ima veliko odlagalnih mest, ki so tudi uporabna, namestitev za volanom je v redu in sedi se seveda zelo pokončno, pa tudi dober se vidi ven. Tukaj so si kombiji zelo podobni, jasno. Je pa ta zanimiv tudi zaradi zelo dobre ergonomije, ker so mu namenjeni še vedno kar nekaj teh pravih gumbov, da se boste takoj zelo enostavno znašli. Da gre za modern kombi pa je jasno ob zaslonih, sploh ta je velik in zelo bogato založen z vsemi možnimi funkcijami. Je nič, očitno bo piknik uspešen. Pijače ziher nam zmanjka za nas 3. Če pa bo, ne grem pa še po eno rundo. Tisle mi je bolj všeč tam, ne.